minila 2 meseca, odkar ste prevzeli poslanstvo v splošni bolnišnici na Jesenicah. Zdaj ste se verjetno že malo navadili in spoprijeli s težavami, ki spremljajo splošno bolnišnico Jesenice. Sicer pa ste dobili v zelo dobri kondiciji splošno bolnišnico Jesenice, kot vam jo je zapustil predhodnik. Ja, to drži, da je bolnišnica bila v dobri kondiciji, ampak v parih dneh smo ratali neplanirano COVID bolnišnica, prišel je drugi val epidemije. Tako da smo do danes, v teh dobrih 2 mesecih obravnavali, zdravili že več kot 300 COVID pacientov. 30% bolnišnice je spremenjeno v COVID bolnišnico, na intenzivi še več, ozko grlo je intenziva. Tokrat tudi nismo ustavili sanacijskih del, tako da nadaljujemo z obnavljanjem bolnišnice, zdravimo COVID paciente, dodatno imamo velik pritisk ne-covidnih pacientov na internistiki, kar je ob tem času normalno. Tako da se trudimo. Smo bili pa razveseljeni zadnji vikend z dobro novico strani vlade, strani odločevalcev. Namreč zagotovili so nam sredstva za obnavljanje. V kratkem že spomladi bomo začeli s širjenjem intenzivnega bloka, intenzivnega prizidka, tako da še preden se bo zaključna energetska sanacija, dela na fasadi, bomo dozidali novi internistiko in zagotovljena so nam sredstva za obnovo laboratorija, ki bo potekal spomladi, tako da v pol leta bomo to bolnišnico lepo posodobili in obnovili. In sedaj, kot izgleda, bolnišnica ostaja na Jesenicah, vendar pa kje bo lokacija, še ne veste. Splošna bolnišnica Jesenice vsekakor ostaja na Jesenicah, bo dodatno sanirana, izboljšana. Regija bo pa dobila novo regijsko bolnišnico, to je bila tudi dobra novica zadnjega vikenda. Namreč Gorenjska regija je podhranjena, kar se tiče bolnišnic. Odločitev je bila, da se zagotovijo sredstva za gradnjo nove bolnišnice. Lokacija še ni odločena, prioriteta je vsekakor, da se jo gradi tam, kjer se da to čim prej začeti, ker potrebe so nujne. Nekako sporočilo je, novo je potrebna, obstoječe se ohranijo, delno se spreminjajo v negovalne bolnišnice. Ali sploh uspete izvajati program, ki ga sicer splošna bolnišnica Jesenice izvaja sicer? V kolikšni meri? Nujni programi se izvajajo. Kot že omenjeno, je zdaj velik pritisk na internističnih pacientov. Kirurgija se izvaja, kar je nujnega. Isto velja za ambulante. Zdaj, če ocenam, je to približno 50% trenutno normalnega programa. S tem, da ko so razmere to omogočile, to je bilo tik preden sem jaz prišel v septembra, se je pa veliko zamujenega nadoknadilo. Tako da, če ne bi nastopila epidemija, bi do konca leta program zagotovo elektivni, prospektivni nadoknadili. Trenutno ga ne moremo, ker smo preobremenjeni z ostalim nujno obravnavo pacientov. Hvala lepa.